Ne poznamo je, ne maramo je. Zdaj ne vsi ostanejo mirni, ker je to pravzaprav vaja. Nahajamo se v gozdu v sosednjem Izraelu imenovanem Ben Shemen in tukaj smo z United Hatzalah. To je največja prostovoljska organizacija v Izraelu in to so prvi posredovalci. Odzovejo se na več kot 2000 klicev vsak dan in nudijo nujno pomoč tistim, ki jo potrebujejo. Torej, pri United Hatzalah so to poletje naredili nekaj posebnega. Organizirali so tabor za usposabljanje, poletni tabor za najstnike iz ZDA, ki so tukaj, da se naučijo nudenja nujne pomoči. Učijo se oživljanja, učijo se uporabljati defibrilator. Danes se udeležujemo množičnega simuliranega terorističnega napada, ki ga je pripravila United Hatzalah, da vidimo, kaj so se ti otroci naučili čez poletje, da bodo lahko te veščine odnesli domov. To je izjemno pomemben del usposabljanja, kjer se v razredu učijo o vseh vrstah nujnih primerov in travm. Zdaj pa to, kar so se naučili, uporabljajo v praksi. Nocoj je simulacija vaje za množične nesreče, kot lahko vidite, kjer se učijo, kako triažirati bolnike, izvajati začetno oskrbo, triažo in premikati bolnike na območje za zdravljenje, ter zagotoviti, da so najtežje poškodovani najprej oskrbljeni in prepeljani. In kako jim gre? Za zdaj jim gre odlično, zaenkrat je vse v redu. Torej ste ena od inštruktoric, kako pomembno je, da se ti otroci učijo teh veščin? Mislim, da je ključno, da lahko kdorkoli, kjerkoli na svetu postane prvi posredovalec in rešuje življenja. In tukaj, v Izraelu, moramo to početi še toliko bolj. In ta vaja simulira resnično situacijo, na katero bi lahko naleteli. In mislim, da bodo ti fantje morda naslednji prvi posredovalci, ki bodo pomagali in reševali življenja. Kako se počutiš, ko to počneš zdaj, ker si se vse to naučila čez poletje? Kako je zdaj, ko to uporabljaš v praksi? Mislim, da je občutek neverjeten. Resnično nekaj spreminjam. To je praktična izkušnja, ki je najstniki običajno ne dobijo. In imaš občutek, da res pomaga, da vse, kar si se naučila, zdaj veš, kaj moraš narediti? Ja, mislim, da se lahko vrnemo v Združene države z dobrimi veščinami in jih uporabim v svoji skupnosti v nujnih primerih. Po 60 urah intenzivnega izobraževanja v učilnici so ti otroci odšli na teren v pravih reševalnih vozilih po vsej Izraelu. Odzivajo se na nujne primere in pomagajo reševati življenja. To je neverjeten poletni program, kjer sodelujemo z NCSY in United Hatzalah ter našimi Light Legacy Heroes. Ti najstniki pridejo med poletnimi počitnicami, da se teden in pol usposabljajo v učilnici. Opravijo tečaj MR, kjer se učijo o vseh vrstah medicinskih nujnih primerov in travm ter kako zdraviti različne paciente. Danes je bil vrhunec z vajo MCI, kjer smo imeli približno 50 simuliranih pacientov. Ti najstniki pa so bili reševalci. To je program, ki ga izvajamo v sodelovanju z United Hatzalah izjemnimi partnerji, kjer imajo najstniki priložnost resnično spoznati, kaj pomeni biti prvi posredovalec v Izraelu, ali imajo tudi možnost potovati in si kaj ogledati. Seveda, toda to je izkušnja, kjer prvih 10 dni programa preživijo tako, da pridobijo certifikat iz oživljanja, prve pomoči in ustavljanja krvavitev. In medtem ko potujejo in si ogledujejo, imajo dejansko možnost, da se odločijo za prostovoljno delo na reševalnih vozilih in opravljajo izmene. Veliko najstnikov, ki so se odločili za ta program, jih zanima delo na medicinskem področju. Zato so ta program izbrali prav zato, da ugotovijo, ali jih to res zanima, ali pa samo zato, da se malo preizkusijo ali začnejo svojo pot. Zato vsekakor vidim veliko bodočih zdravnikov, kirurgov, zdravniških asistentov in vseh vrst izjemnih medicinskih strokovnjakov. Pravkar sem prejel sporočilo od enega od lanskih staršev. Ona je vzgojiteljica v taboru v New Yorku in nimajo nobene medicinske sestre. In eden od učencev se je dušil z lubenico. Ona pa je izvedla Heimlichov prijem in mu rešila življenje. To je tisto, kar ti otroci počnejo. Vračajo se in spreminjajo svet. Neverjetno je. Iskreno mi je res spremenilo življenje. Bilo je neverjetno. Vsaka izkušnja, ki sem jo doživela, mi je popolnoma spremenila pogled na svet. Zdaj, ko poteka že 10. leto, je poletni tabor navdihnil novo generacijo reševalcev življenj in organizatorji upajo, da je to šele začetek. Vedno mislim, da ne more biti boljše, ampak nekako je vsako leto boljše, bolj neverjetno, bolj izjemno. Vedno si prizadevamo rasti, postati večji in močnejši. In verjamem, da gremo v to smer. In prepričan sem, da boste vsi še naprej počeli neverjetne stvari. To je Šele začetek. potovanja. Ja.